Po suhem mesecu marcu, ko ni padla niti kaplja dežja, je april postregel z nekaj padavinami, ki so vsaj nekoliko namočile žejno zemljo. In tako so vsi tisti, ki so komaj čakali, da začnejo vrtnariti in kmetovati, pohiteli s prvimi pomladanskimi opravili, kar je vsekakor pohvalno, saj se vsi vse bolj zavedamo pomembnosti samooskrbe. Vsa dogajanja v svetu kažejo na to, da bo lastna pridelava vse bolj pomembna v smislu ne le preživetja, ampak tudi ohranjanja zdravja slehernega med nami. V tokratni oddaji si oglejte prispevek o tem, kako so se na velikonočne praznike pripravili v Društvu rokodelcev Moravče, sledi drugi del prispevka o Mednarodnem centru za samooskrbo na Dolah pri Poljčanah, zanimalo pa nas je tudi, kako je svojo nalogo opravila zasipnica v Knezdolu v Trbovljah, ki smo jo posneli v novembru lanskega leta. Društvo rokodelcev Moravške doline bo v letošnjem letu praznovalo 25-letnico svojega delovanja. V vseh letih je njihova pot vodila le navzgor in bili so pobudniki številnih akcij v smislu ohranjanja starih rokodelskih veščin, tradicije in izobraževanja mladih. Njihov prispevek je tako neprecenljiv in vreden pohvale. V svojem programu imajo tudi ohranjanje starih običajev o praznikih v koledarskem letu in tako so se pripravili tudi na veliko noč. Pripravili so številne izdelke, ki so jih razstavili v Moravški knjižnici, kjer smo jih obiskali in pripravili naslednji prispevek. Rokodelci Moravške doline že 25 let negujemo našo rokodelsko dediščino in praznično dediščino. Tako v času Velike noči pripravljamo najprej butarice. Moravške butarice morajo imeti 9 lesov. Značilnost njih je pa, da je na vrhu narejen križ iz 9. lesa, kot mu pravimo. Drugače se to imenuje blagovita, ta les. No, po cvetni nedelji oziroma rokodelci že prej pripravljamo vezene prte, košare, ker je v sobotni žegen, tako da so lepe košare narejene, vse ročno in ročno izdelani prti. Prav tako izdelujemo veliko velikonočnih jajc, pirhov, kot mi rečemo, v več kot 20 tehnikah, katere predstavljamo na razstavi tudi tu v naši domači knjižnici. Učimo otroke in vse zainteresirane te tehnike, tako da bo ta naša dediščina ostala tudi za nami. V Rokodelci Moravške doline imamo različne tehnike, torej tradicionalne so vezeni, tradicionalni so čebulni, to še vedno vsako leto se delajo. Nabiramo prvo cvetje, zelenje, damo v nogavico in kuhamo v vodi s čebulnimi olupki. Nato jih lepo zloščimo z maslom ali pa z maščobo, da se svetijo. Potem delamo polstene pirhe, barvane tudi, ročno jih tudi poslikamo, napišemo imena gor. Potem naredimo jim kapce, oblekce, tako da res za vsakega nekaj posebej. Torej tradicija in prihodnost, tako da gremo z roko v roki. Ja, tradicionalne slovenske vzorce delamo vsako leto in prenašamo naprej znanje. Te vzorce stare smo dobili v knjižnicah, v muzeju, tako da prerisujemo, vezemo prte, prtičke za na košare in seveda tudi pirhe. Za te velikonočne izdelke je čedalje večje zanimanje. Moram reči, da smo zelo veseli, ker se zanimajo in mladi, in starejši, tudi osnovne šole, tudi vrtci, tako da zelo radi pridejo in mi jim z velikim veseljem pokažemo. Letos nas sodeluje več kot 30. Zato imamo tudi tako različne izdelke, različnih tehnik, tako da smo res ponosni na to. Torej, delam polsteni pirh v tehniki suhega polstenja. Za osnovo potrebujem jajček iz stiropora,
potem pa mikano volno različne barve in pa posebno iglo za suho polstenje, s katero potem to zapikam in delam različne motive, ne. Tukaj sem si zdaj izbrala 2 barvi. Kasneje bom pa naredila še kakšen motiv gor, ali kakšno rožico, ali kakšnega zajčka, ali kaj podobnega. Zdaj, pomembno, če vežemo na praznik, je pomembno to, da malo drugače pokažemo, kako se lahko tudi naredijo pirhi, tako kot pri nas govorimo. Po drugi strani je pa sama ta tehnika in ustvarjanje s to tehniko izredno sproščujoče. Tako da imamo 2 muhe na en mah, malo tradicije, malo nove tehnike in malo še nekaj za našo dušo. Ta tehnika je nekaj, mogoče nekaj 10 let je poznana tudi pri nas. Čeprav je to že zelo, zelo stara tehnika, v bistvu je to prva tehnika izdelave tekstila. Vendar sedaj v tem času se mi zdi, da se ta stvar razvija in gre sedaj v vse pore našega življenja se vpleta polstenje. Torej od polstenih pirhov do polstenih torbic, ne, recimo, do polstenih oblačil, do polstenih čevljev. Torej tukaj je sedaj nabor, ne, res, ni stvari, ki se jo ne da narediti, če se jo izmisliš, no. Ja. Če povem samo zadnjo izkušnjo, prejšnji teden sem bila v osnovni šoli Šmartno med učenci 5. razreda in smo ravno tako pustili pirhe. Torej bili so izredno navdušeni, vsi so ponosni šli s temi pirhi domov. Mislim pa, da jim je pa največ pomenilo to, da so lahko naredili svoj motiv potem na to osnovno barvo, ne. Osnovno barvo sem jim izbrala in so naredili tudi smajlije, ne, potem na pirhe gor. Tako da so bili res ustvarjalni, ne. To je bila zadnja izkušnja zdajle, ne. Ja, jaz pa izdelujem pirh na osnovi krep papirja. S krep papirjem najprej moraš tako oviti papir, da lahko dobiš takole tak vzorček in s tem trakcem potem pripenaš izbuckam na pirh, na stiroporast jajček, ne. To je, tako pride za dekoracijo lepo, za v košarico, zdajle za ta velikonočen čas, veliko se lahko tudi naredi recimo te vejice, ki so v vazo in obesiš gor kot eno drevo, a ne, kot drevešček s temi jajci. Pol zdajle primeren čas je pomladansko cvetje tudi, recimo narcise, tulipan, irisi, takale stvari, velikonočenca, to je vse iz krep papirja. Ta butrca je v bistvu malo posebna, iz palc, ne, ovijem jih na koncu za prijet. Potem je pa to pušpan. Iz pušpana in jaz v bistvu delam sproti, ne, da ovijem pušpan, pa dam rožico iz krep papirja vmes in to zavijam in tako naprej, da pride do tega na koncu tukaj, na koncu tega pušpana, pa iz krep papirja zavijam, da nekako en zaključek pride. To rečemo, da je Marijina butrca. Ne, ni glih moja butrca, tega ne moramo reči, ker sem se naučila od ene druge gospe. Ampak meni je bila toliko pri srcu in tudi jaz sem zelo veliko v naši vasi tega delala in zdaj me vsak let prosijo, da jih naredim, kar precej, no. Zanimive so, ke so z rožcem, ke so malo posebne, no. Zakaj delamo za dušo? Delamo da namečemo čas stran, ker čas tako prehitro gre, ampak nekaj, da res uživamo zraven, krepimo možgane, roke, mišice, klepetamo. Če si sam pa da nekaj delaš, je veliko užitek, ne da gledaš za dušo, v glavnem. Da ne opazujemo grozote današnjega časa. Ja. Tamle na oknu imamo še peharček, ki ga zdaj blizu, tudi to vse mi naredimo. Tako da smo res samozadostni in
če bo kriza, se bomo znajdli rokodelci. Pa še komu kaj pokazali, pa naučili. V Marčevskem kmetijskem mozaiku smo poročali o Mednarodnem centru za samooskrbo v Dolah pri Poljčanah, na katerem doktorica Ana Vovk razvija metode za pridelavo hrane po sodobnih načelih ekološke in povsem naravne tehnologije. Poleg tega pa pripravlja tudi številna izobraževanja, delavnice in dogodke za vse, ki hočejo o tem vedeti več in se tudi sami preizkusiti s tem. Prepričana je, da je le tak pristop edina garancija, da pridelamo zdravo in neoporečno hrano in da ob tem ne obremenjujemo naravnega okolja. V drugem delu prispevka si oglejte, kako njeno delo poteka v praksi in na kak način. Do leta 2010 je tukaj bil travnik, to je bil, lahko bi rekli, taki ekstenzivni travnik. Lastnik je bil oče, ker to območje skupaj potem naprej z naslednjim območjem se je dedovalo, zato spada med rodovno posest. Od 17. stoletja naprej so bili dediči po rodu Vovk in to je meni bila tudi motivacija, ko je pač oče želel, da tega več zaradi starosti ne bi obdržal, da prevzamem sama, kljub temu, da sem se takrat vrnila tudi iz Dunaja po dolgem času življenja čisto drugačnega načina življenja, mi je to bila ena taka nova motivacija preizkusiti znanje v praksi. Tako da ta hektar pa pol je razdeljen takole, da tukaj je zdaj vhodni del, celotno območje je v ograji zaradi divjih živali, pa tudi zaradi varnosti, ker so pač številne ureditve tukaj. 400 kvadratnih metrov je izven ograje, iz tega vidika, ker je tukaj le grmičevnato območje in zato sem tu uredila krmilno točko za divje živali, tudi gozd se zarašča in grmišče in ne bi bilo smiselno to vgraditi. Sicer pa je na vzhodni strani, ker sonce gre takole iz vzhoda proti zahodu, tako da na vzhodnih legah so orehi, kostanji, lešniki. To so drevesa, ki nimajo rada veliko toplote in zato jih umeščamo na manj tople lege, torej na vzhodne ali pa na severne lege. In zato je tukaj umeščena tudi zemljanka ali hiša v zemlji, ki služi za koriščenje energije zemlje. Celo leto ima podobno temperaturo v notranjosti, to je med 12 in 15 stopinj in je idealno območje za shranjevanje predelanih izdelkov. Namreč tukaj na območju vse, kar pridelam, tudi predelam, ker uživam zgolj hrano iz tega območja in je zato tudi kot učna točka, koliko stvari mi dejansko lahko naredimo iz rastlin, kar se je tudi izgubilo zaradi tega, bi rekla, instant načina prehranjevanja. Tukaj v osrednjem delu so različni sistemi naravnega kmetovanja, od gomil, potem so vmes, kar tudi niso vse narisane, tudi grede v škatlah, potem tukaj od spodaj je tudi na novo podpobočna greda, tukaj je tudi geološki profil, ker se da videti, kako lahko na zelo enostavno ugotovimo, kako prst imamo, ker večinoma se ljudje odločijo za klasične tehnike kmetijstva, ki pa ne delujejo. Tukaj jaz sem se odločila za naravno kmetovanje po principu permakulture, to je samo vertikalno za nalaganjem in na tej zbiti glinasti zemlji to čudovito deluje, sicer tu kmetovanje ne bi bilo mogoče. Potem čisto iz vidika nekega vitalnega življenja je to tudi tako naravno igrišče, kot bi rekli naravni fitness tudi, potem je rastlinjak, ker gojim sadike, ker večino sadik pridelam sama in jih potem umeščam nazaj. Ta zahodna lega, celo to območje, pa je namenjeno zelo različnim sistemom, od travniškega sadovnjaka, potem je gozdni vrt, kjer kombiniram različno jagodičevje z drevesi, zlasti z slivami. Potem v tem spodnjem delu potem je tudi delavnica, ker imajo otroci tudi možnost za učenje o samooskrbi. Na novo, kar pa na tem še ni, je pa sušilnica tu vgrajena in pa od zgoraj tudi čajnica. Potem pa so še bajerji in pa vodni zadrževalniki, ker na tem območju sta dva vodna vira.
en je vodni vir kot podtalna voda, ki je pa delno usahnil in se samo občasno pojavlja, in pa polni potem bajer, in pa en vodni vir je pa vodnjak. Medtem ko pa ta mlaka se pa napaja samo z deževnico. Tako da celo območje je v bistvu v dva dela razdeljeno, tu od spodaj so pridelovalni sistemi, medtem ko pa tukaj od zgoraj pa prevladujejo zeliščne grede in po novem, od konec lanskega leta, tudi čajnica in pa hiša za zelišča z sporočilom, da mi lahko zlasti od zelo pomembnih rastlin, kot so, rečemo tudi čudežne rastline, med te spadajo sladki pelin, potem svetlobni koren, bazilika, potem pa razne vrste zelenjave, kot so temnolistnata zelenjava, brokoli, zelje, potem čebula, česen recimo tudi. Recimo mi z takimi rastlinami lahko popolnoma zdravo preživimo in ne rabimo nobenih dodatkov, nobenih kupljenih stvari. Tako da cilj tega območja je tudi spodaj pokazati, kako pridelamo na naravni način, brez zalivanja, brez dodajanja kemikalij, brez škropljenja. In od zgoraj, kako se pa to predela v končne izdelke, da lahko mi potem tudi uživamo v času, ko jih zunaj ni. Ker dosti kdaj se zgodi, da ljudem veliko propade, ker ne poznajo enostavnih tehnik, kot so fermentiranje, sušenje, potem vlaganje, uporaba naravnega kisa. Jaz razvijam tudi kombinirane tehnike, tako enih kozarčnih kosil, ker v kozarcih kar pripravim kosilo, potem shranim v zemljanki in ko grem kam na pot ali pa tu, potem to uporabim, sicer pa zelo rada kuham. Tako da tekom poletja, ko bo toplejše, je v kozolcu zunanja kuhinja in zgoraj je še kuhinja, potem prirejam tudi take veganske, bom rekla, kuharske tečaje, ker ljudje bi v bistvu mogli čim bolj uživati čim bolj divjo naravno hrano. Ta ima veliko več mineralov, vitaminov, daje veliko več motivacije, telo ne rabi energije za presnovo, ampak obratno nam jo daje. Tako da meni je cilj tudi spremeniti za tiste ljudi, ki to želijo, prehrambene navade, zato da se res vedno lahko počutiš vitalen. Na območju, ker prevladuje trda zbita zemlja, ni mogoče klasično pridelovati hrano, to je z obračanjem, pomeni z štihanjem, z oranjem, zato ker se vedno znova ven obračajo zelo trde grude, ki jih mi nikakor fizično ne moremo spreminjati in to za gojenje rastlin ni primerno. Zato preko tudi mnogih poskusov, 10 let sem delala poskuse, sem ugotovila, da je najenostavnejše uporabiti vertikalne sisteme. In med te vertikalne sisteme sodijo visoke grede, grede v škatlah, gomile in podpobočne grede, ki jih tukaj tudi uporabljam za gojenje zelenjave, predvsem temnolistnate zelenjave in delno v kombinaciji tudi z zelišči, kot so listni česen, drobnjak, šetraj, zato ker če mi imamo na teh vertikalnih sistemih zelenjavo, z njimi nimamo nikoli več nobenega dela, gomile in visoke grede podobno pripravimo, tako da od spodaj damo veje, ki predstavljajo dihalno plast, v sredino damo zadrževalno plast za vodo, to so stare cunje, volna, listje, in na vrh damo zemljo. In sama zemlja, torej rodna zemlja, ki jo uredim tudi sama, ker je tukaj ni, tako da dodam mivko in pa kompost, potem mivka omogoča, da se glinasta zemlja razdrobi, ker mivka vsebuje kremen, kremen privlači svetlobo, ker je kremen mineral, svetloba povzroča gibanje in se začne samo razgradnja grud. In na ta način dobimo mehkejšo, dejansko zelo mehko, prhko zemljo, ki pa samo dodamo hrano. To je rastlinski kompost. In na ta način lahko mi enostavno pridelujemo hrano, ne da se fizično kakorkoli mučimo, ne da uporabljamo dodatno vodo, ker ta sredinska zadrževalna plast za vodo omogoča, da ko dežuje, se ta voda ujame v sredinski plasti. In zato rastline od tam vsrkavajo vodo in bi bilo zelo narobe, če bi jo mi polivali na površini,
ker v našem podnebnem pasu 60% vode izpari, torej gre nazaj v ozračje, kar pomeni, da bi mogli dvakratno količino vode uporabljati, kar pa zemljo na vrhnji plasti zelo zbije. Če samo pokažem, če vzamemo zemljo iz površine, se vidi, da je ta zemlja rahla, da ima zelo ugodno strukturo, to je drobno grudičasto in v taki zemlji lahko koreninijo vse, tudi najzahtevnejše rastline. Večinoma na naših vrtovih ni take zemlje, ampak je zgoraj zelo zbita plast, to pa zato, ker se ne uporablja zastirka, ki prepreči, da padavine tolčejo po zemlji, istočasno pa, da voda ne izhlapi. Zato je v tem času, ko zdaj živimo, to je zelo velik vpliv teh podnebnih sprememb, ključno, da vse površine zastiramo, ampak do 15. maja jih še ne. Zdaj bo prišel kompost, potem sadike, ki so v rastlinjaku že pripravljene in šele potem zastirka, to pa zato, da se zemlja lahko segreje, rastline rabijo toplo zemljo, v kateri rastejo in potem vse do začetka decembra traja vegetacijska doba. Tako da je ključno pri teh vertikalnih sistemih, da je vegetacijska doba bistveno daljša od klasičnih sistemov in predvsem za nas, da ko enkrat te ureditve imamo, nimamo več nobenega dela. Tule je zdaj še bila isto kitajska zelenjava, tule pa česen, tu pa zdaj česen zunaj, tega se mi pa že zdaj malo mudi odpred, pa kolerabica je bila tudi še. Tako da je pol celo leto, to se vidi, zdaj kaj manjka, pa motovilec je noter bil, to sem zdaj vse ven porabila, a ne. In tako se lahko greš ti 365 dni samo oskrbe, če imaš ti različne, pa tu se tudi vidi, da je zemlja rahla, ne, nič ni zbito. To je recimo pa tudi taki mladi česen, v bistvu ja, mladi česen, ga bom takole ven vzela. Pa tudi zemlja se vidi, da je taka rahla, tu so pa stare cunje, tu se vidijo stare cunje, tu so pa vse stare cunje od spodaj notri. Ja, smo v zemljanki, 3 metre globoko. Tukaj je bil hrib in namen mi je bil, da se hrib izkoristi za shranjevanje tega, kar zraste zunaj. Vemo, da če hočemo, da predelki obstanejo, potrebujejo 2 pomembna pogoja. Eden je konstantna temperatura, tukaj je med 12 in 15 stopinj, po zimi 12, poleti 15, kajti 3 metre globoko pod zemljo, z zeleno streho, pod hribom, temperatura nima možnosti velikega spreminjanja in to je zelo pomemben pogoj pri predelkih, da se temperatura ne spreminja, da se ne pokvarijo. Naslednji pogoj pa je tema. Če bi mi zdaj vse luči ugasnili, bi bili v popolni temi, kajti smo v hribu, 3 metre globoko in mi imamo v Sloveniji mnogo takih hribov, ki bi jih lahko izkoristili za zemljanke, ki pa spadajo med nezahtevne objekte. Tako da za njih rabimo priglasitev na upravni enoti. Je pa res, da številne občine imajo tudi nekaj omejitev glede gradnje zemljank. Tale moja je čisto enostavna, sicer ima javno vodo, javno elektriko, ima tudi solarne sisteme z možnostjo preklopa uporabe obeh energij. Namenjena pa je dvojnemu, enemu, kot vidimo, shranjevanju predelkov. Sama delam vse po popolnoma naravni poti, ne uporabljam belega sladkorja in ne uporabljam nobenih dodatkov za zgoščevanje, ampak samo, kolikor je potrebno, temperaturna obdelava, sicer pa sušim, v zgornjem delu imam sušilnico, tako da veliko zelišč tudi posušim, ki jih potem uporabim za zeliščno sol, za razne dodatke k predelanim živilom. Imam pa tudi precej jagodičevja, ki ga potem uporabim za namaze, za omake. Delam tudi sadne ploščice, ker skuham žita in potem premešam z sadjem in na ta način si kar ustvarjam obroke, tako da sem neodvisna od kupovanja živil v trgovini, ker je problem številni dodatki. Kot pa, če se mi hrano sami pridelamo, res ne potrebujemo nobenih dodatnih dodatkov in meni ta živila tukaj vse obstanejo.
Drugi del zemljanke je pa namenjen tudi komunikacijskemu prostoru, zato so tudi take naravne ureditve tukaj, malo za sedeti, malo za stati, kajti izmenjava mnenj informacij pogosto pomaga, da si lahko potem posameznik tudi sam uredi, ko vidi, ko doživi taki prostor. Sam projekt ta zemljanka sem preko EU peljala, bil je razpis in sem se prijavila leta 2013 in na razpisu tudi uspela. Naslov razpisa pa je bil Koristimo energijo zemlje, kar pomeni, poleti je hladno, pozimi je toplo, ob enaki temperaturi, tako da se mi zdi, da s tem odpiramo tudi nove možnosti koriščenja naravnih virov, ne da bi kakorkoli vplivali, poškodovali naravne ekosisteme in s tem krepimo tudi lastno samooskrbo, ker se tukaj ne uporablja nobena dodatna energija, ampak samo energija zemlje, ki je pa zastonj. Danes to ni nepomembno, ker vemo, da je energija zelo postala draga, žal še bo, in na tak način bi lahko zopet pripomogli, da bi bili bolj samooskrbni. Zasipnice so bile v preteklosti zanimiv način, kako čim dlje ohraniti kmetijske pridelke preko zime, tako da ostanejo sveži in užitni. To so bili časi, ko ni bilo ne hladilnikov ali zamrzovalnih skrinj in le lastna iznajdljivost je pomagala, da se pridelki niso pokvarili. Zasipnice so skoraj povsem izginile, a vendar so še pridne gospodinje, ki jih znajo narediti. Ena od njih je tudi Ani Zakonšek iz Knezdola pri Trbovljah in tako smo pri njej novembra lani posneli izdelavo zasipnice. In takrat smo se dogovorili, da pridemo spomladi pogledat, ali so se pridelki, ki jih je vstavila vanjo, ohranili in so še vedno užitni. Besedo smo držali in nastal je naslednji prispevek. Ja, res je, zima je bila letos bolj milejša, ni bilo veliko dežja, snega tudi ne veliko, da bi tole bilo, da bi bilo kaj mokro noter, ampak rečemo, da je bilo nekaj, ampak poglejmo. Na tule bom zdaj kar pstila, takole, da ne bom tukaj. Malo je bilo pokrit, ampak je malo veter nagajal. Bomo videli, koliko je kaj trdo. Ko je tukaj veliko dežja, ko je tukaj malo dežja letos bilo. Oja, se bo, oja. Zdaj bomo malo odkopali, da bomo tu najdli. Nekaj se že kaže, ne vem, je že kaj pognali. Tudi lahko, da požjane. Zdaj smo pa že bliz, nekaj se kaže, nekaj je pognali. Da bomo pa videli, kaj je. Da sem prišla do slame, vidi se že filc, ki je bilo malo pokrit, da preveč ne zmrzne, če bi že res bila huda zima. Ne, vse je kar fajn. Evo ti, če sama sem radovedna, če bo kaj noter. Zdaj bomo že tole mrežo odmaknili, pa se pa že malo vidi. No, zdaj bomo pa mečkam pogledali, koga je bilo vse noter. Repa je podgnala, evo, tukaj je, tudi pesa je pognala, evo jo. Ko pa krompir, ja lej, se tudi krompir bi zrastel. Tale krompir je sicer pognal cime, ampak ne vem, če bi bil dober za posaditi. Tole isto redko tudi posadiš, zraste, začne cvedeti, ima seme, ga lahko sam pripraviš. Tole smo tudi dali noter, tu je pretežil, če bi ga zdaj lepo usadim, bo tudi zrastel. No, zdaj pa še en koren smo našli, tako smo dali noter. Tale koren je še čist v redu, da ga tudi skuhamo, drugače pa ne bomo kuhali, tole bomo vse posadili, da bomo seme imeli. Evo, tu je še malo krompirja, viš, čisto vse je dobro. Mislim, da, ja, še je, še imamo, še je tukaj. Evo ga, ta je tudi, glejte, evo. Tale koren je bil pod zemljo, ampak bi bil dober za kuhati, ampak jaz ga bom posadila, da bo seme, da bo seme. Še je nekaj, no, čisto vse je zdrava stvar, čisto nič ni umrl, lega,
Evo ga, čist nobena stvar ni šla v nič. Čisto vse je dobro, tu bomo vse porabili. No, zdaj smo tole dali iz tele zasipnice, jaz pravim tako, tudi če je v zasipnici je vse za porabiti, tudi ni potrebe, da se da vse v hladilnik ali v skrinjo, da se to prezim, kakor nekateri delajo tudi v pesk, pa vse to v Koreji, ampak tudi tole zasipnica dobro se vidi, ne, saj sami vidite, kako je. Da je kar odlično izpadla, kljub vremenu pa me je skrbelo, če ne bo. Vsi govorijo o samooskrbi. To bo kar dobro tudi za vse, da se bo takole delalo. Veliko doma predelali, kjer ima priložnost, naj naredi, pa naj pospravi vse, kar predela, da je to tako. Mi, ko imamo doma domače živali, tudi tisto, kar je odveč poje, drug mi pospravimo. Tako da ja, treba se bo truditi, da bo kaj za jesti.